dan danes, a ne? Kaj pričakujete? Razveljavitev referenduma in ponovitev hkrati z lokalnimi volitvami. In ne lokalnimi, da se ne bojo mešale teme in hkrati začetek urejanja stvari pred novim referendumom, ker časa je dovolj, da se ZVRK pa ZRLI uskladijo z ustavo, kar je nezaslišano, da je pod Cerarjevo pravno diktaturo tega nismo mogli speljati. 25 let je služil denar na naših plečih za to, da smo prišli do stanja, ko lahko ugotovimo, da je neustavnost enormna. Gospod Kovačič, vam je morda uspelo nekaj, kar sicer prej nikomur še ni, in sicer tudi vse preostale vlade so sodelovale v referendumskih kampanjah in niso bile nepristranske. Spomnimo se samo kakšnih drugih prejšnjih referendumov. Verjetno bo tudi to Cerarjev argument. Pri nas je v navadi šlampasti odnos do demokracije. Jaz se pa tega nisem šel. Ker ta šlamparija, ki je v glavah pravnikov, in celo ustavnih, je nezaslišana. Sploh ne vidijo, kje so čeri demokracije. Tukaj se začne z demokracijo in konča z demokracijo. Zato pa računam, da bomo dobri. Gospa, vsaj vi boste zastopali tožnika. Povejte, kaj pričakujete oziroma kakšne 3 možnosti naj bi menda obstajale kot izplen ali pričakujete že danes sodbo? Torej, po zakonu ne bi bila danes izrečena sodba. Mi sicer računamo, glede na to, da niso bile povabljene vse naše priče, da bo obravnava preložena in da bo še ena obravnava, kjer bodo zaslišane tudi naše priče. Sicer pa morajo razglasiti sodbo takoj po zaključku. Možnosti so, torej, da zavrnejo, a ne. Druga možnost, ta možnost je teoretična, rečeva, ne, bodimo optimisti. Druga možnost je, da ugotovijo, da so sicer bile nepravilnosti, ki pa niso vplivale na izid referenduma, in tretja možnost je, da ugotovijo, da so nepravilnosti vplivale in razveljavijo referendum in da se referendum ponovi. Da bi pa sami, tudi ta možnost obstaja, ne, da bi sami ugotavljali izid referenduma, če bi bila drugačna financiranje volilne kampanje. Tega si pa jaz tehnično ne znam predstavljati, kako bi lahko sodišče to ugotovilo. No, mislim, čisto tehnično. Kako pa razumete, da niso bile vaše priče povabljene? Je sploh katera bila priča povabljena? Bil je povabljen gospod Cerar in bil je povabljen gospod Leben. Zakaj niso bile povabljene naše ostale priče? Mislim, jaz si to pravzaprav rajš ne razlagam. Ok, časovnica, morda lahko že predvidimo, kako bo danes vse to potekalo, kdaj bi lahko izvedeli tudi sodbo, če bo do nje prišlo? Veste, kako je, iskreno bom povedala, to je prva obravnava na Vrhovnem sodišču. Glede na včerajšnjo objavljeno sodbo Evropskega sodišča za človekove pravice, torej da sodišče mora izvesti obravnavo, so očitno tudi oni že vedeli, da bo takšna sodba prišla iz Evropskega sodišča in so zato tudi razpisali obravnavo. Ampak tam govori tudi o tem, da morajo biti priče zaslišane. Tako da vsej naša ekspertna priča, to je dr. Jurij Toplak, bi moral biti zaslišan, če že odštejemo vse ostale, ki so ravno tako sodelovali v referendumski kampanji, ne skupaj z gospodom Kovačičem, ampak so bili ravno tako degradirani na neke take naturščike, a ne neke ljudi, ki so jezni in razžaljeni, in to je bila vsa njihova vloga. Še to, gospod Kovačič, zdaj boste prvič dobili priložnost za tisto, kar ste si večkrat prizadevali, torej javno soočenje s premierjem Cerarjem. Ja, zato sem ga tudi predlagal. On je moja priča, kot vedel. Sem ga predlagal in Lebna. Ampak če bo prišlo do soočenja, bomo pa videli. Ne verjamem, dokler ne vidim. Da mu povem, da njegove floskule v razvoju so čist nekaj drugega, da so pravzaprav to, kar on zastopa, vleče Slovenijo dol, ne pa gor. Ker mi smo se bojili samo za eno stvar, da ljudem povemo, da se da ta drugi tir zgraditi 3-krat ceneje, 2-krat hitreje in brez škode za ljudi in za okolje. To so pa oni masno zlorabljali v svojih obiskih po državi, kjer so obljubljali 100 milijonov v Mariboru, pogojno. Pa ko se pa gredo z našim denarjem, da jih ni sram. Še tale maketa, kako to komentirate, ta fiasko? Ta bila je bila menda kriva. Glejte, to je pa komično. To je komično, jaz ne morem tega. Je pa samo, rekel, mikro prikaz, makro, rekel, determinant tega projekta. Mikro prikaz, kako
v bistvu cel projekt teče v ozadju, ne. Tako rokomalharsko, tako ravbarsko, zato sem jaz rekel, naj se prestavi ta proga do Ravbar komande, kjer bo inkasant Stojan Petrič. To je treba ljudem povedati, da so tle inkasanti od zadaj, ne, in da gre tle za ne ravšice, da gre za kriminal. Ta maketa je fina ravno zdaj, ker ljudje razumejo to količino denarja, se oproščam, to količino denarja ljudje lažje razumejo in tukaj se vidi, da je 50% že takoj ukradenih, ne. Tako da je fino, da je to prišlo zdaj, ne. Koliko bi jaz dodala v tej smeri, ne. Da bojo zaslišali še naše priče, naših 5, 6, ki zdaj niso upoštevani, je pa samo Cerar in Leban, ne. Ker sem ga žal jaz predlagal, no, ampak sem nekako še verjel, ne, v možnosti enakega pristopa za obe strani. Pa vidim, da tudi na sodišču tega ni, ne. Ampak sodišče lahko sebe popravi, naj se popravi, naj se korigira in naj razpiše še nov nalog, ne. Ne bo pa takrat še več le. Katere pa so tiste priče, za katere menite, da bi skoraj nujno danes morali biti tu? Ja, sem povedal, ne. Nisem še povedal, ne. In poimensko še ne? Ne. Ne bom zdaj imena, ampak so priče, ki so sodelovali pri nabiranju podpisov in potem, ki so potem javno tudi nastopale, ampak njihov glas ni bil viden. Bom povedal to, da smo zbirali denar iz telekomunikacijskih operaterjev, ne, in smo bili onemogočeni. Totalno, samo eden, to je T2, je bil toliko, ne, da je to zakonodajo normalno upošteval, drugi trije, večji, ne, ki pa v 90% predstavljajo, so pa tik pred zdajci pogodbe odklonili. Še to, vlada je porabila 97 tisočakov davkoplačevalskega denarja za referendumsko kampanjo. Koliko denarja in iz katerega žepa ste ga porabili vi? Jaz sem ga uradno dobil 700 evrov. Zdaj pa razmerje 700 napram 97 tisoč, začunajte, da je to čista enakost. To se pravi, da je Miro Cerar mora še enkrat jeti naprej na fakulteto pa narediti sprejemni izpit iz matematike. Gospod Kovačič, ste rekli, žal ste predlagali njega za pričo premierja. Zakaj žal? No, zato malo se hecam, ker ta stvar ni čisto resna z njegove strani, ne. Zato moram tudi reči žal. Ampak je pa izjemna prilika, da si gledava iz oči v oči, ker on pravi, da sem jaz največji škodljivec, jaz pa pravim, da je on največji škodljivec. Javnost naj pa oceni, kdo je v resnici. Hvala lepa. Hvala. Gospa, vsaj si boste prizadevali za javno obravnavo, da bodo kamere lahko prisotne? Obravnava je javna, a so vam dali dovoljenje? Ne vem, lahko se sodnik odloči drugače, ne? Ja, jaz se seveda, čeprav boste videli akustično itak zelo slabo, ne, v tej razpravni dvorani, tako da, ja, mi želimo, da se nič ne skriva, ne, ja. Od leta 1947 se akustika ni zboljšala, od leta 1947. Tako sem imel tle zvočnike za na ulico. To je bilo pa za Dahovce, ja. To so dahovske procese imeli, ne. Okay. Ta majhna šlele, prosim, majhna placa. Čakajte me, če? Ne, z njimi sem. Sam tja stopi kratko.
Bo se nadzor za posnetek. Hvala za info. Hvala. Samo ekstra. Samo več lahko še stopiš na njega. On je pričal, zunaj mora počakati na priče. Dobar dan. Podpredsednik, kako si razlagate stališče, da bi morali nasprotovati vašemu sklepu? Kako sem jaz razumel? Najprej bi želel povedati, da sem danes pred Vrhovnim sodiščem ponovno pojasnil, da je projekt drugi tir izjemnega pomena za prihodnost Slovenije, za Luko Koper, za naše gospodarstvo, za prihodnje generacije in da je vlada v referendumskem procesu ravnala korektno, zakonito in kot skrben gospodar, ki je pač zagovarjal stališče,
ki smo ga strokovno in sicer preverili, da lahko projekt peljemo naprej. Zdaj pa dovolite še enkrat. Kako razumete stališče, da bi morali nasprotovati svojemu lastnemu sklepu, se pravi delovati v kampanji proti sebi? Gospod Vili Kovačič mi je zastavil nekaj vprašanj, na katere je bilo težko odgovoriti ali pa so bila nekoliko nenavadna, da nimo to, zakaj nismo glasovali sami proti sebi, proti svojemu projektu oziroma predstavljali argumentacijo proti samemu sebi. To veliko pove o tem, zakaj tukaj gre. Jaz bi samo rad poudaril, kot predsednik vlade mi je veliko do tega, da ta drugi tekst pride do realizacije. Sicer nas bodo sosednje države zelo kmalu obšle, Luka Koper bo zamrla, enostavno ne bomo bili transportna država več na tem glavnem koridorju in tega ne smemo dovoliti. In zato se trudimo z vsemi deležniki, tudi s civilno družbo, z vsemi nadzorniki, z Evropsko komisijo, z zalednimi državami, da ta projekt uresničimo in jaz verjamem, da ga bomo, ker je to dobro za Slovenijo, za prihodne generacije. Ampak Ustavno sodišče je bilo jasno, da pač bi morali, da deli referendumske zakonodaje niso skladni z Ustavo. In dobro, vi ste ravnali po tem pogledu, po tem zakonito, ampak vam je žal, da niste del denarja morda namenili v bistvu za proti kampanjo? Ravnali smo ves čas v skladu z zakonom, z veljavnim zakonom in sve tako kot prejšnje vlade. Šli smo po neki ustaljeni praksi, nismo storili nič druga, kot je bilo storjeno v prejšnjih referendumih. Poglejte, nasprotnik v volilni kampanji ima za razliko od vlade tudi možnost zbrati sredstva, ki so 4-krat večja, kot jih lahko vlada uporabi v tej kampanji. In mi vemo, da na nasprotni strani je bila stranka SDS skupaj z gospodom Kovačičem in še nekateri. In poleg tega naj povem še to, da seveda vlada mora, če verjame v svoj projekt, ki ga je objektivno zasnovala, s številnimi strokovnjaki, z ministrstvi, ta projekt se je leta in leta, bi rekel, na nek način oblikoval, da smo zdaj prišli do tistih optimalnih rešitev, torej vlada mora ljudem predstaviti objektivna dejstva. In to smo počeli. In zato je prav, da je vlada seveda sodelovala v referendumski kampanji, kajti če ne bi sodelovali v referendumski kampanji, ne bi mogli na soočenjih kot vlada biti eden izmed 32 udeležencev te kampanje. Tako da vidite, veliko je bilo udeležencev, vsi lahko zberejo več denarja kot vlada v tej kampanji, vendar vlada mora ravnati kot skrben gospodar in zagovarjati stališča, v katera verjame, ki jih je nenazadnje tudi potrdil Državni zbor s tem, ko je sprejel zakon. Če bodo recimo zdaj Vrhovno sodišče, če bo ugodilo pritožbi Kovačiča, kaj to pomeni za vse referendume nazaj? Jaz ne želim komentirati bodoče odločitve Vrhovnega sodišča. Ko bo do nje prišlo, jo bomo pač morali spoštovati, tako kot vedno. Jaz verjamem v pravno državo, vladavino prava in na tej točki sem samo vesel, da sem lahko to priložnost izkoristil in pojasnil velik pomen drugega tira in dejstvo, da je vlada v referendumskem procesu ravnala zakonito, verodostojno in veliko korektno do volivcev. Lahko zakon deluje retroaktivno, če se ugotovi, da je nezakonit danes, lahko deluje retroaktivno? V času, ko je vlada izpeljala referendumska opravila, sodelovala v kampanji, ta zakon veljal, nesporno. In takrat smo vsi ravnali po zakonu, tudi opozicija, tudi gospod Kovačič, vsi smo se ravnali po zakonu o referendumu. In zato je bil cel proces zakonit. Če pa bo zdaj seveda ugotovljeno kaj drugega, je pa to naloga sodišča, da pojasni. Referendum bo veljal, v bistvu potem po vaši oceni bo referendum veljal, glede na zakon, ki je takrat veljal? Jaz verjamem, da bo Vrhovno sodišče sprejelo pravilno odločitev, takšno, ki je v skladu in v duhu ustave. Verjamem, da ni dobro, da zdaj komentiram to naprej. Jaz spoštujem pravno državo in vladavino prava, tako da bi prepustil čas najprej sodišče odloči, je pa pomembno, seveda, da drugi tir ta projekt gre naprej, da se ne ustavlja, ker kot rečeno, vsakim mesecem zastoja nas sosednje države prehitevajo in če se bomo še malo obirali in se metali polena pod noge, pa pri tem ne mislim na sodišče, ampak na politična polena, potem seveda to ne bo dobro za nikogar v Sloveniji. Ali zaupate vodstvu Direkcije za infrastrukturo? Včeraj ste rekli, da boste zahtevali odgovornost. To, kar se je zgodilo v zvezi s to maketo, je popolnoma nedopustno. Danes popoldne dobim poročilo od ministra na mizo. Pričakujem, da bodo odgovorni
morali odgovarjati tukaj, mora nekdo prevzeti odgovornost in absolutno se kaj takega ne sme ponoviti. In zato res pričakujem, da se takoj zdaj ugotovi, kdo je odgovoren, kakšna bo konsekvenca, bomo videli takoj, mora biti stroga in dejstvo je seveda, da je treba tudi ugotoviti skozi neko preiskavo, skozi neka dejanja, ali je šlo res samo za napako, ali pa morda tudi za kaj hujšega, kakšno koruptivno dejanje, to je treba zdaj res temeljito raziskati in ugotoviti do dna in če je šlo za kaj hujšega, pa potem še absolutno do skrajnosti ostro ukrepati. Zakaj to pomenite? Menite, se pravičujem. Ok, izvoli. Gospod premijer, menite, da Vili Kovačič zastopa svoje stališče ali da v ozadju mogoče kakšna močna politična opcija? Zdaj mi vemo, da je referendumsko pobudo gospoda Kovačiča podprla izrecno, torej javno, vsaj stranka SDS, ki je tudi bistveno pomagala pri zbiranju podpisov. Od tu naprej pa ne želim uganjevati, kdo se je njegovo idejo podprl. Jaz mislim, da ima vsak državljan, državljanka pravico, da se opredeljuje glede tega javno tudi na referendumu, tako da se mi zdi, da kaj več ni treba dodati. Kaj pa recimo dejstvo, da ga zastopa Lucija Ušaj, ki je članica SDS, vidno članica SDS? Ja, gledajte, tudi ta dejstva, ki jih vidimo, kdo pomaga gospodu Kovačiču v pravnem postopku, seveda kažejo na neko njegovo vez z nekaterimi bodisi političnimi strankami ali civilno-družbenimi skupinami, ampak to se mi zdi nepomembno. V tem procesu mora zmagati pravo, mora Vrhovno sodišče odločiti v skladu z ustavo in zakonom in to je najbolj pomembno. Hvala lepa. Hvala lepa, lepo bo tako. Sporočiti vrhovnim sodnikom, pa niste imeli možnosti. Najprej bi sem to povedal, da osnovno vprašanje pred sodiščem je bilo, ali so bile nepravilnosti takšne, da bi lahko vplivali na izid. Ne ali so vplivali, ampak ali bi lahko vplivali na izid. Med tem je razlika in o tem je bil vprašan tudi predsednik vlade dr. Cerar in je odgovoril, da bi lahko, oziroma da bom kar prebral, kot je on rekel, kar sem si napisal. Malenkost, ampak ne bistveno. Delno, ne je rekel. Malenkost. Ja, rekel je, mislim, da bi lahko vplivalo, ampak ne bistveno. In to je ta standard, bi lahko vplivalo, tako da mislim, da zaradi tega bi bilo prav, da se referendum ponovi. Zdaj, kaj sem pa jaz mislil povedati, pa je ne, da bi razjasnjeval dejansko stanje, ampak da bi pojasnil, kaj se v svetu šteje za ta kriterij bi lahko vplivalo in kdaj se v svetu volitve in referendumi razveljavijo. To je razvidno iz prakse Francije in Italije in Avstrije. V Franciji, na primer, pa v vsakih volitvah 5 ali 6 sedežev poslanci izgubijo zaradi precej manjših nepravilnosti. Tudi v Avstriji so bile volitve razveljavljene zaradi precej manjših nepravilnosti. Vas karkoli preseneča danes, glede na to izvajanje tukaj vseh upletenih? Ne, je bilo kar po pričakovanjih. Kakve pa so lahko posledice, recimo, da je današnja odločitev, predpostavimo, v prid Viliju Kovačiču in se referendum razveljavi? Kakve so lahko posledice za vse referendume, ki smo jih imeli v Sloveniji? To bi bil velik korak v smeri proti poštenim referendumom in volitvam v prihodnje, zato ker bi Vrhovno sodišče postavilo en standard in bi se v bodoče vsi akterji pravil bolj držali. Prihodnje, za nazaj. Kaj bi to pomenilo za predhodne referendume? Smo jih imeli že. Tudi so bili financirani z državnim denarjem. Nič ne bi pomenilo, ker takrat se pa ni nihče v predpisanem roku pritožil. Na novo se bojo lahko pritožili od leta 2011, sami veste, zakaj gre. Vsi veste, zakaj gre. Hvala lepa. Nisem slišal vprašanja. Zakaj tega ni nihče prej problematiziral? Mi smo vendarle država referendumov, ne? Zdaj, zakaj se ni nihče prej pritožil?
Ja, ali pa ta del zakona o volilni kampanji ugotavljajo na ustavno sodišče ali ustavno ali ne. Vaš čas molčite o istih zadevah. Od leta 2011, ko so spremenili zakon. A boste vi prišli sem? Boste vprašali? A lahko gospod Toplak samo odgovori na vprašanje? Sej zmer bežiš od pravih odgovorov, Jolanda. Jaz sem 15 let svetoval različnim vladam in mednarodnim organizacijam o tem in po tem referendumu me je pa gospod Kovačič poklical in vprašal in sem mu tudi povedal za pravila v kodeksu. Tukaj imamo zdaj pa akterje, gospod Kovačič, kaj stopite, evo sem. Boste počakali? Kovačiča, mislite, da vam je... Boste vi počakali? Ja, bomo počakali. Mislite, da vam je šlo prepričanje premijeja... Gospod Kovačič, torej kako gledate danes na to zaslišanje? Kakšne so pričakovanja ob 15. uri bo razglasitev? On še vedno verjame v svoje Potemkinove vasi. Sem stopite, naprej stopite, korak 2. Miro Cerar velja za sanjača. On si predstavlja nekaj, da je res, kar je on izjavljal, kako nas je on pravzaprav uviral v celi kampanji, to zanika. No, ampak kaj vi mislim, mislite? da bo ura resnice prišla, če nam bo danes, bo pa čez nekaj časa. Bo prišla, ker ne more zdržati neka stvar, kot je zdaj postavljena. To se pravi, da ni bilo neenakosti, pa to se zelo ne vidi. In zato se moram jaz boriti na sodiščih, to je pa žalost, da bom jaz na sodišče to brala. In to je zdaj že 5. inštanca, da te vedeli, te moje pritožbe. Ping-pong, sem pa tja in tako naprej. Ker se sami ne morejo odločati, ker je to politično verdehtih, so rekli včasih, politično nevarna tema in se sodišča ne odločajo svobodno. Gospod Kovačič, zakon o drugem tiru na ustavnem sodišču že v presoji? Vsebinsko še ne. A pa je kakšna vloga tam že dana? Ne, ni še. No, kaj pa UI 153/17? Ni še. Bomo videli, kaj bomo še naredili. Ne, počakajmo zdaj, no. Ne motiti, prosim. Bomo videli, kaj bomo še naredili. So še inštance, ki so nad tem sodiščem in nad našim ustavnim sodiščem. Ker veste kaj, tle gre za več, gre za ureditev kot tako. Kateri avtor je sam Miro Cerar, se vemo. Se pravi, se boste pritožili ne glede na uspeh ali neuspeh tudi na druge inštance izven Slovenije? Glejte, bom videl, če bojo razveljavili, se ne bom pritožil. Bom se pa na datum pritožil. Datum pa mora biti tak, da je v soglasju s pobudnikom referenduma. To pravico mora pobudnik referenduma enkrat za vselej dobiti skupaj s predsednikom Državnega zbora. Ali tudi vi kot gospod Toplak menite, da bi moralo biti ključno pri presoji vrhovnih sodnikov ravno to priznanje gospoda Cerarja in Lebna, da je verjetno njihova kampanja, njihov pač sorazmerni delež prispeval? Seveda, ampak poglejte, kako se mi, kako stežka odločamo, da vlada nekaj ni naredila prav. To je pri nas tabu tema, ne? In če se dej upodeliš, ne, da so bili pristranski, ne, moš ne vem s kakšnim dvigalom ali pa s kakšno tehnico to dokazati. Mi tega ne moramo dokazati, ampak cel kontekst kampanje je bil v tem smislu. Zato sem jaz predlagal dodatne priče. Veste, na Celjskem sejmu, Obrtnem, so delili letake proti nam. Ne za drugi tir, tudi proti nam. A lahko še pač premijer je rekel, da ste imeli vi možnost v bistvu 4-kratnega financiranja pač v primerjavi z njimi, s tem, da je pač tudi SDS vam pomagala pri zbiranju podpisov, tako da so tudi oni uporabljali proračunska sredstva. Ne se on zapiše to SDS nekam, kamar spada, ne se gre opozicijsko... A se lahko prosim? Sam da odgovori na to, prosim, sam da odgovori. Če ne nonsens sprašujete, kampanja se začela... Vprašanje ne naslavljamo na vas. Kako boste bolj spraševali? Jaz sem vložil na ustavno sodišče zadevo, ki jo vi ignorirate in izvolite naprej. Se zaposlite, pa boste lahko. Vi še naprej resnico. Gospod, kaj ste vprašali? Pač, če so vam pomagali zbirati podpise in pač, a ste s tem v bistvu pač uporabljali proračunska sredstva, ne? Tudi vi. Kdo? SDS. Kako? Če vam je SDS pomagala zbirati podpise. Da so uporabljali proračunska sredstva. Tako, kot pa tukaj ima stranka na voljo, ne? Oni imajo nekaj. Ampak jaz pravim, hvala Bogu, jaz se njim ponovno zahvaljujem. Pa kaj pa to narobe? To je narobe naša pamet, ki ne dojema tega, da je svoboda združevanja, svoboda agitiranja in svobodna dejavnost civilne družbe
alfa in omega demokracije. Ampak dajte mi še nekaj, zakaj vi niste šli na A1, naprimer, ko ste rekli, jaz sem šel. Tudi ne, to je bilo po zgledu Telekoma. Ampak to je lastnik tujc, tako da ne vem, zakaj je državna podjetja. To so paradržavne firme. Pejte pogledati to. A1 paradržavna? Ja, ne vem, sej vsem, kako so povezane. Telekom pa sigurno je. Glede na Telekom so se odločili. Boste vedeli. Ja, Telekom smo mi že na mizi pogodbo. In tisti petek, ko bomo morali podpisati, so rekli, Simobil ne bomo podpisali, to je A1, ker Telekom ni podpisal. To je to. To sem jaz hotel danes pričo, ki bi to potrdila. To je bil Branko Gaber, ki je te stvari vodil. Gospod Kovačič, meni zanima samo to, kako ste zadovoljni s pričanjem premijerja? Kaj vas je zmotilo, oziroma ste dobili tiste odgovore, ki ste se jih nadejali? Vse on ne pove nikoli nič novega. Znači, on je tako ustvarjalen, da samega sebe večno ponavlja. On je tisti potencial, ki, upam, da ga zdaj ne bo malo več, ki je Slovenijo zapeljal v ta slepi tir. Ta slepi tir demokracije. On je 15 let pečen in kuhan bil v državnem zboru za to ureditev, ki je zdaj ustavno sporna. In kaj se to pravi? Nobeden se ni spustil v to, jaz sem mogel biti po 25 letih prvi. Pa ne se gledajo te kriptodemokrati nekam ko priješ sam. Hvala. A je še kdo? Ne. Ja, ona iz državne... Zakon o drugem tiru je na ustavnem sodišču že v vsebinski presoji 153 UI 153/17. Zakaj pa, če še ne velja? Kaj še ne velja? Ne velja še. Ne, zakaj se ga pošilja iz ustavnega na vrhovno, pa spet na ustavno, pa spet na vrhovno, namesto da bi samo presojo postopka UI 153/17 ustavno sodišče presojalo. Zakaj se ne govori o 6. členu ZVRK-ja, Zakona o volilni in referendumski kampanji? Kar gremo stran. Zakaj se ne govori o RTV Slovenija, ki prireja soočenja na lažnivi način protizakonito? Smem nadaljevati? To, da razdelijo na dva tabora nastopajoče, je protizakonito in na RTV-ju se tega zavedajo, pa vsem prirejajo na enak način soočenja. Protizakonito, če je protizakonito, je tudi protiustavno. RTV na protiustaven način organizira soočenja in predstavlja, da daje vsem enako časa. Ne da vsem enako časa. Gospodu Kovačiču ni dala enako časa in 5 državnih firm je nastopilo na soočenjih, pa ne bi smelo po zakonu, zato ker državne firme ne smejo nastopati v kampanjah. In se o tem tudi ne sprašujejo. In so še ostala vprašanja, ki so ostala zaenkrat odprta, zato ker sodišče ni dopustilo 6 prič, ki jih je Vili Kovačič želel predlagati. To ni argument. Mali je, zato ker vi ste to uporabljali, a veste, jaz pravite, pa niste uporabljali, ampak oni je njihovo pomoč pri priziranju. Ja, hvala, si se zahvalčil. Ampak ne pa njihovih proračunskih sredstev. Oni uporabljajo proračunska sredstva s tem, ko plačujejo svoje ljudi, da oni v bistvu zbirajo sredstva. To je uporaba proračunskih sredstev. Ljudi, a ste se kdaj sprašvali prej? Ne me snemati, zadušek, Se ne, tebe snemati. In ta SDS je tisti krvnski... Z duškom, ko vas snima, on njega zanima. On vas snima, SDS je krvnski... Ne, ne bom snemal. Pa ste se vsi kontaminirani z SDS-om. A ste vi sploh normalno misleči? A ste normalno misleči? Poglejte, negajte z SDS-om. Negajte za vselej. Sramotno, da novinarji to počnejo. Še enkrat, kdaj sem jaz vložil pobudo? Vse je že vam preteklo. Dač ni vam preteklo. Ja, preteče, ko se bo razumel. Koliko časa na vas piše? Ja, kar. Čeprav so bili tako hitri, ki so bili strelili. Tako presenetljivo hitri. Oni so sami sebe srečevali. Mislim, da zdaj prenosu odgovorili, ne? Mislim, že skoraj čakam, da bomo mogli pisati, da bo vnesel.
kuriri nosijo pošto, ja? To je za film. Ustavno sodišče Republike Slovenije v svojo odločbi številka U1-191/17 dne 25. januarja 2018
sprejeti na podlagi zahteve za presojo ustavnosti, ki je vložilo Vrhovno sodišče, zagotovilo, da sta zakon o referendumu in ljudski iniciativi in zakon o volilni referendumski kampanji v predmetnem delu v neskladju z ustavo. Veljavna zakonska ureditev postopka referendumskega spora je neustavno ponovila, ker ne zadosti zahtevi po jasnosti in določnosti, ki izhaja iz 2. člena Ustave Republike Slovenije. Zakonske določbe, ki dopuščajo nastopanje vlade v referendumski kampanji kot organizatorja kampanje in porabo javnih sredstev, pa so neustavne, ker prekomerno posegajo v pravico do svobodnega glasovanja na referendum. To določata 3. odstavek 90. člena in 44. člena Ustave. Ustavno sodišče je določilo Državnemu zboru enega leta obravnave te odločbe, da protiustavnost zakonske ureditve odpravlja. Za rešitev tega referendumskega spora pa je Ustavno sodišče z načinom izvršitve svoje odločbe vzpostavilo začasna pravila, na podlagi katerih je potekala tudi presoja Vrhovnega sodišča. Iz odločbe Ustavnega sodišča tako izhaja, da je bilo treba presoditi 2 ključna vidika. In sicer, ali so nastale nepravilnosti v referendumskem postopku, ter če so nastale, ali so vplivale, oziroma bi lahko vplivale na izid referenduma. Ustavno sodišče je določilo, da če vpliva nepravilnosti ni mogoče ugotoviti v številkah, je treba glede na vse okoliščine primera in po prostem preudarku presoditi, ali bi očitana nepravilnost lahko vplivala na izid glasovanja. Pri tem je treba upoštevati vse okoliščine primera, zlasti odstotek udeležbe, razliko v številu glasov za in proti, teža vseh ugotovljenih nepravilnosti ter njihovo naravo in momentu glasovanja. Če obstaja možnost, da bi bil izid glasovanja brez ugotovljenih nepravilnosti prikazan, vendar je ta možnost glede na vse okoliščine tako neznatna, da ni več razumno upoštevna, Vrhovnemu sodišču izida referenduma ni treba razveljaviti. Temeljna nepravilnost je v referendumskem sporu navaja pritožnike vprašanje, ali je bilo nastopanje vlade kot organizatorja referendumske kampanje v porabi 97 € proračunskih sredstev pravno dopustno. Ustavno sodišče svojo odločbi poudarilo, da je v referendumskem postopku ustavno skladna naloga vlade, da zato, ker posreduje ključne informacije, poskrbi, da je ob različnih mnenjih obveščanja javnosti stvarno, celovito in transparentno. Samo pri takem ravnanju lahko uporablja proračunska sredstva. To je še posebej pomembno pri zakonu, ki so bistvenega pomena za razvoj države oziroma ki naj bi imeli kompleksne, pravne, ekonomske in podobno posledice na notranjem ali mednarodnem področju, s katerimi je vlada najbolj seznanjena. Da lahko volivci svobodno izrazijo svojo voljo v predmetu referendumskega odločanja, je namreč najpomembnejše prav to, da imajo na razpolago vse informacije in tudi različne poglede. Vrhovno sodišče je moralo presoditi, ali je vlada kot organizatorka referendumske kampanje volivce stvarno, celovito in transparentno informirala. Ob izvedbi dokazov je ugotovilo, da se je vlada odločila sodelovati v referendumski kampanji v podporu uveljavitvi zakona. Enako pa velja za porabo proračunskih sredstev v isti namen. Iz vseh strateških dokumentov ter pripravljenih tudi jasno izhaja, da so namenjeni izključno podpori uveljavitvi zakona ter predstavitvi argumentov za uveljavitev zakona. Tudi sredstva vladne kampanje, roboti, oglasi, letaki, izdelani z uporabo proračunskih sredstev jasno kažejo in poudarjajo prosovitev podporo zakona, zadržiti razvoj Slovenije in tako dalje. In prednosti tega 9000 novih mesece navaro ter slabostih oziroma težavah, ki izvirajo iz morebitne zavrnitve zakona. Če drugi tir ne bo izgrajen, se bo promet težkih tovornih vozil na cesti v isti relaciji v določenem času podvojil. Vrhovno sodišče ne zanika možnost, da lahko obstajajo določene prednosti uveljavitve zakona na podlagi njegove potrditve na referendum in da jih je vlada utemeljeno želela poudariti v referendumski kampanji. Vendar pa prav tako ni mogoče zanikati, da iz navedene zakonske ureditve izhajajo tudi določena tveganja in slabosti, kot je to veljavilo pritožnik kot organizator kampanje proti uveljavitvi navedenega zakona. Pri oceni vseh, še posebej velikih, strokovno in finančno zahtevnih in kompleksnih projektov, kot je navedeno, lahko obstajajo argumenti, ki kažejo na prednosti in priložnosti na eni, ter na tveganja in slabosti na drugi strani. Navedeni morebitni negativni vidiki uveljavitve zakona, pa v zgoraj navedenih sredstvih vladne referendumske kampanje niso bili vključeni, niti v splošnih usmeritvah, niti v konkretni izvedbi. Prav tako pa je iz navedenih dokazov tudi jasno razvidno, da predstavitev informacij oziroma argumentov nasprotnikov uveljavitve zakona, koliko je bila sploh vsebovalna,
ni bila poudarjena na enak način kot informacije na argumente vlade oziroma zagovornikov uveljavitve zakona, kar bi omogočilo volivcem, da na podlagi celotnega gradiva izbranih informacij samostojno oblikujejo mnenje, na podlagi katerega so oddali svoj glas in glasovanju na tem referendumu. Seveda ni celoti mogoče terjati, da bi se vlada odrekla argumentom koristi uveljavitve zakona, za kar se je zavzemala v okviru zasledovanja lastne politike. Od vlade ni mogoče terjati, da opusti v celoti svoj glas. Vendar pa iz dokaznega postopka izhaja, da v predmetnem primeru ni bilo nobene zadržanosti akterjev vlade referendumske kampanje, ki so podajali samo argumente v korist uveljavitve zakona in v ta namen uporabili vsa namenjena proračunska sredstva. Taka zadržanost pa bi bila glede na posebno vlogo vlade, tako glede njenega položaja vladne oblasti, kot tudi glede njene omejenosti, svobode izražanja ustavno zahteva. Ker ni mogoče ugotoviti, da je vladna kampanja volivke in volivcev obveščala celovito in uravnoteženo vseh velikih in posledicah uveljavitve zakona, je bila vladna referendumska kampanja nedopustno enostranska. V povezavi s tako ugotovljeno kršitvijo pa je Vrhovno sodišče, izhajajoč iz odločbe Ustavnega sodišča, moralo še presoditi, ali lahko kljub navedeni kršitvi pritožbo zavrne, ker je možnost, da bi bil izid glasovanja brez ugotovljenih nepravilnosti drugačen, glede na vse okoliščine tako neznatna, da ni več razumno upoštevano. Po odločbi Ustavnega sodišča je v takem primeru Vrhovnemu sodišču izida referenduma ob ugotovljeni kršitvi krivda razveljaviti. V zadevi vpliva na rezultat glasovanja zaradi nedopustne referendumske kampanje vlade ni mogoče številčno vrednotiti. Nobeno dokazno sredstvo ne bi moglo strokovno natančno ugotoviti, kakšen je bil v danem prostoru in času ob izvedbi referenduma dejanski vpliv kršitve pravil referendumske kampanje na rezultat referenduma. Da pa lahko referendumska kampanja vpliva na rezultat, je splošno znano dejstvo. Enako sledi tudi volilna kampanja, ki ga potrjuje tudi sam obstoj zakonske ureditve, ki navedeno omeljuje. Tudi obe stranki tega spora sta se v zadevi angažirali v kampanji in zato porabljali ustrezna sredstva. Verjetno ne v prepričanju, da na rezultat ne bo vplivalo. Res je sicer mogoče pritrditi argumentu vlade, da uporablja sredstva za potrebe referendumske kampanje uporabljati sama po sebi, tudi glede na dosedanje izkušnje referendumov ne zagotavlja uspeha na referendum. Vendar pa ni mogoče zaključiti, da v tem konkretnem primeru referendumske kampanje vlade in s tem povezano uporabo proračunskih sredstev sploh ni moglo vplivati na izid tega referenduma. Vpliv kršitev referendumske kampanje je treba po odločbi Ustavnega sodišča oceniti v vsakem konkretnem primeru. Glede na ugotovljene okoliščine obravnavanega referenduma pa ni mogoče razumno šteti, da izvedena referendumska kampanja vlade sploh ni mogla vplivati na volivke in volivce. Ne nazadnje je bil prav cilj navedene nedopustno enostranske kampanje vlade vplivati na celotno volilno telo z vsemi sredstvi referendumske kampanje. Preko 150 oglasov na najbolj gledanih televizijskih kanalih, oglasi namestila na najbolj gledanih spletnih straneh, tisk 20.000 letakov, vlaganje letakov v tedenski časopis, ki je med najbolj branimi neposredno med referendumsko kampanjo. Vse to pa je bilo financirano iz javnih sredstev. V predmetnem referendumu v temelju ni šlo za soočenje osebnih vrednot volivnih volivcev oziroma njihovih neposrednih in občutenih interesov, kot je to sicer lahko in tudi že bilo posrednji predmet urejanja zakonov, ki so bili predmet potrditve oziroma zavrnitve na referendum. V teh primerih bi bila potreba po celoviti predstavitvi strokovnih vprašanj, kar nasprotna argumentacija z predmetom odločanja morda so razmerno manj potrebna. Navedeni zakon pa ureja vrsto zahtevnih pravnih, tehničnih in finančnih vprašanj. Zato bi volivke in volivci za svobodno oblikovanje svojega mnenja v tem postopku, udejavljanja neposredne demokracije, potrebovali celovitejši prikaz in pojasnila vseh upoštevnih in pomembnih informacij ter jasnejšo predstavitev tako argumentov za kot proti uveljavitvi zakona. Glede na to, da vpliva nepravilnosti ni mogoče ugotoviti v številu, pa ne glede na rezultate glasovanja na predmetnem referendumu in odstotku udeležbe, vseeno ni mogoče šteti kot zanemarljivo oziroma neznatno možnost, da bi bil izid referenduma ali izid glasovanja na referendumu ob odsotnosti navedene kršitve drugačen in da zakon torej o drugačni referendumski kampanji vlade ali v njeni odsotnosti na referendumu ne bi mogel biti zavrnjen.
Glede na izhodišča presoje referendumskih sporov, ki jih je postavilo Ustavno sodišče in ugotovljeno dejansko stanje, je tako Vrhovno sodišče moralo poseči na referendumski rezultat in odločiti, kot izhaja iz izrečene odločbe. Vrhovno sodišče se pri svoji presoji sicer zaveda, da navedeno pomeni ponovno povabilo volivkam in volivcem na odločanje o referendumu o zakonu, o katerem so enkrat že glasovali, oziroma so se odločili, da na njem ne bodo sodelovali. Vendar pa je tudi glede na pomen in posledice uveljavitve oziroma zavrnitve tega zakona ključno, da mora, ne glede na dodatne stroške na referenduma in morebitne druge posledice, navedeni zakon biti potrjen ali zavrnjen na referendumu, o poštenosti katerega in njegovem izidu ne sme biti nobenega razumnega dvoma. To je ključni odraz Republike Slovenije kot ustavne demokracije. Sodba bo za stranke izdelana pisno v najkrajšem možnem času in bo poročena strankam, ki bodo potem tudi skladno z njo ravnati. Pritožba zoper navedena sklepa pa je bila zavržena, zato ker ne morete biti predmet samostojne presoje v tem referendumskem sporu. Pusti tam notri, gdje je stativ? Pusti stativ tukaj notri. Pusti stativ tam v strani. Nekaj, mislim si. Čakaj. Smo na spolskem terenu. Lahko malo počakaš, prosim, da priješ snemalec ven naš. Lahko priješ naprej, prosim? Težko. Gospod Kovač, smo? Okay. Ste verjeli v to zmago? Jaz sem pogojno. Če bodo sodniki ravnali razumno, pošteno in upoštevali naše argumente. Hvala Bogu, uresničilo se je. Odkar sem bil jaz na pravni fakulteti, pred dobrim mesecem in pol, sem dobil prvič dober občutek. Ko je gospod Kerševan rekel, da naj ne bom v skrbeh, ta zadeva, ker je glede na vse, kar je, silno pomembna za demokracijo, bomo jo tehtno in resno obravnavali. Od takrat naprej sem boljše spal. No in referendum bo zdaj še enkrat, to je znano, kako zdaj naprej argumenti. Tukaj, če lahko date povedati. Ja, lejte, zdaj se začenja borba za datum. Da se ne bo spet ponovila kakšna neumnost v zvezi z datumom. Datum referenduma mora biti z volitvami. Imamo letos dvojne še volitve in samo Butalci bi sprejeli rešitev, da je to posebej. In mi bomo z vsemi sredstvi napadali kakršnokoli opcijo, da je to posebej. Ker cilj demokracije je, da čim več ljudi odloča, ne pa čim manj. Tukaj se pa gre tendenca čisto obratne smeri. Zato dajte novinarji v tem smislu pritiskati na javnost in na oblast, da se streznejo v Državnem zboru, ker Državni zbor bo tudi tukaj upleten, čeprav je zdaj formalno Državna volilna komisija, ki je pravzaprav pa ena čudna zadeva v tej zgodbi, ampak Ustavno sodišče je tako odločilo, bo ta komisija odločila. Ona mora odločiti v 2 dneh po prejemu pisne sodbe. Tako se jaz razlagam. Pisna sodba, vprašanje, kdaj bo. Kdaj pa bo pisna sodba, ne vem. Kakorkoli že, še enkrat bo referendumska kampanja, še enkrat bo treba ljudi prepričati. Mislite, da boste lahko prepričali več ljudi, da bo podprlo, se pravi, ta vaša prizadevanja? Če zdaj ne bo če drugega ne, včerajšnji dan, ko so s tisto maketo pokazali, kako se pravzaprav denar krade,
ne pa denar pametno porablja, bo še več ljudi osveščenih in bojo glasovali za našo odločitev proti zakonu. Tako da mislim, počasi dozoreva tudi zavest, z tem današnjim dnem je pa velik korak v demokracijo sprejet, katerega smo pravzaprav do zdaj samo sanjali. Kako velik neuspeh se vam zdi to za Cerarjevo vlado? Glejte, ta vlada je imela veliko možnosti, da bi se iz tega častno in elegantno izmazala. Pa ni hotela. Na vse načine samo svojo mantro o tem, da so oni tisti, ki svet rešujejo, ki svet in Slovenijo uvrščajo na svetovni zemljevid transporta. V tej iluziji so oni živeli. Oni niso živeli na tleh, oni so živeli v drugem svetu in to je logika socialna logika, psihologija skupin je taka, da če so zaprti sami vase, ne vedo za ostali svet. In kaj je prav in kaj ljudje mislijo. Zato so skozi mislili, da bojo z svojimi nastopi prepričali ljudstvo. Jaz sem prepričan, da bi mi ga že prej referendum dobili, če bi imeli možnosti. Drugo je vprašanje, kako doseči ta famozni 20% kvorum na rezultat. Veste. To je pa tista uničevalska določba v referendumski zakonodaji iz leta 2013. Ne? Kot je pa že vaša odvetnica povedala, to ne deluje seveda retroaktivno. Vrsta vlad je na podoben način sodelovala v takšnih kampanjah in seveda to ne vpliva na glasovanje na prejšnje. Ja, seveda ne vpliva, ampak prejšnje vlade niso tako izrazito eklatantno pravzaprav šle v ta boj za svojo sveto vojno, za ta drugi tir, ki je pa v bistvu slepi tir in zapravljanje milijard, zato je sindikate iz tega mesta pozivam. Ne se začnejo brigati ne na drobtine iz bogatinove mize, ampak na milijarde. Milijarde in stotino milijonov, ki nam gredo s temi infrastrukturnimi državnimi objekti v nepovrat. In zato so pokojnine nižje, zato je sociala slaba, zato tega in tega manjka in so čakalna vrsta in tako naprej. In vse drugo, kar je s tem povezano. Gospod Kovačič, ste vi za referendum do volitev, z volitvami ali po volitvah? Ja. Posebej nikakor. To je smrten greh nad davkoplačevalskim denarjem. Kdor bo to zagovarjal, je za mene ali nor, ali pa da sodeluje s tem, kar je danes izgubljenega. Lahko še zamenjate vidva vloge tukaj, zdaj pa vi držite gospe odvetnici dežnik, bo še ona povedala nekaj. Da bo spolno uravnoteženo, da nam kdo ne bo očital. Kvote pa to, ne? Ja, torej še vaš kratek komentar, nekako ste dvomili v to odločitev sodišča, zdaj je jasno znano, tudi obrazložitev vam gre dosti, Kljuko malo nazaj, Vili, kaj prekrivate. Če lahko date kljuko, bolj sem tako. Pravzaprav dvomila sem pred obravnavo. Med obravnavo je ta dvom počasi kopnel, ker sem videla, da sodišče zelo korektno spremlja, daje besede in tako naprej. Iz tega obnašanja sodišča že vidiš, ali je korektno ali ne. In prav rekla sem, da se mi počasi vrača, s to sodbo se mi vrača spet upanje, da je upanje in zaupanje v sodišče, tako bom rekla. Kako zdaj naprej? Ja, naprej lahko so vsi državljani hvaležni gospodu Kovačiču, on je bil tisti, ki je teral tako rekoč mrtve konje, če rečem, vsi so bili skeptični, boril se je resnično sam, dosegel je to, za kar bi se moral vsak državljan boriti. On je to dosegel za ostale državljane, pravna pomoč je prišla na vrsto šele potem, ko je on že svojo trmo dosegel veliko. Tako da je zasluga absolutno od gospoda Kovačiča, jaz si jo ne pripisujem. Razpis referenduma je na Državni volilni komisiji najbrž, ne? Ja, Državna volilna komisija, nekako zdaj smo se pogovarjali, oni dvomijo, da bi uspeli speljati z državnozborskimi volitvami, prav tako pa dvomijo, da so pa lokalne volitve pa malo pozno, ne? Tako da ne vem, kako bo šlo s tem rokom, hkrati so pa
počitnice vmes, kar je pa spet en moment, ki ga je treba upoštevati in smo že jesen. Tako da verjetno ima tukaj gospod Kovačič prav, pravilno bi bilo z lokalnimi volitvami speljati to. Ne vem pa, kako je z roki. Še komentar na izvajanje gospoda Cerarja danes, bil je tukaj zaslišan. Sodišče se je odločilo za to? Gospod Cerar je sam povedal to, na kar je sodišče v obrazložitvi potem tudi sprejelo kot argument, da je razveljavilo referendum. Tako da, ja, lepo pošteno je povedal, boril se je za svoj lasten projekt z tujim denarjem. Imamo neke pregovore v tej smeri, ampak ne bi o tem. Ste presenečeni, da ni prišel na izrek sodbe? Ne, sej to njega ne zanima. To je proračunski denar, če bi bil njegov osebni, bi pa prišel. Koliko boste dragi za državo, zdaj bomo mogli povrniti? Ne velik, nažalost ne velik, mi je zelo žal, bomo videli, kako bo odvira, vas bomo vestila. Sredi stroškov, kako bomo dragi. Malo za hec, to vprašanje. Ne za dost, da bi šla na dopustno. Državna volilna komisija je tista, ki določi rok. Ja, državna volilna, ampak je pa vezana seveda na zakonske pogoje, kdaj in kako. Zdaj, država ne more sprožiti ustavne presoje tega, mi bi lahko, če bi izgubili ta spor, tako da me res zanima, torej rečemo, upajmo, da bojo čim počasneje pisali sodbo. Tokrat idemo časa. Potem pa v roku 2 dneh mora določiti datum? Ja, po prijemu sodbe. Po prijemu sodbe. In podlaga je pa tukaj zakon o volitvah. Mislim, po referendumu. Vredno. Ne more pa reči, recimo, nova vlada, ta projekt nas ne zanima, ne bomo o tem... Gospod, če bi bilo to, potem temu reče državni udar, veste. Potem pomeni prekinitev z nekim sistemom in nadaljevanje z drugim sistemom. Kar načelno sicer neka prekinitev bi bila, ampak prav tako drastična pa ne. Torej, tukaj imamo sodbo Vrhovnega sodišča Republike Slovenije in druga vlada je na to vezana, katerakoli bo vlada, je na to vezana. Teoretično se lahko zgodi, da zakon bomo imeli, recimo na koncu teoretično, ne bomo pa imeli vlade, ki bi ga izvajala oziroma bila pripravljena izvesti. O tem govorim. Pa zanimivo. Lahko bi se tudi do tega prišlo, oziroma lahko tudi vlada umakne zakon. O tem govorim, da ga umakne in sploh referenduma ni. Ta možnost pa obstaja. Tako je, to smo mi spodajali. Mi smo to ponujali. Ta maketa, kot je gospod Kovačič, je hvala Bogu nekaj, kar je ljudi zbudilo. Ker 133.000 evrov je dosti lažje razumeti kot milijardo. To vsak razume, da gre za stanovanje, vsak razume, da je tam stal nek kontejner brez veze in da je že tukaj poniknilo polovica. Torej, govorimo o tem, da je polovica denarja že umanjkala. Danes so jo že umaknili, namreč maketo, tudi med drugim zato, ker sta oba izvajalca na tem razpisu dobila proračunski denar. Drugi, ki ni bil izbran, pa bi moral biti, je bil podizvajalec. Čestitam, Miro Cerar si bo pa res lepo zapuščino pustil. Mislim... Ne, zdajle, a to Vrhovno sodišče ne, to je konec, tukaj je samo še Bog nad tem. Ne, Edino jaz bi se lahko pritožil. Samo gospod Kovačič bi se lahko, on, če bi izgubil. Tudi če dobim, se lahko pritožim. Ne, nimate pravnega interesa. Zakaj pa ne? Ne morate imeti pravni interes. Zakaj pa ne, bi rekel, da... Torej, še to me zanima, zdaj, glede na današnjo sodbo, glede na izrek sodbe, je možno, da pač ne pride do izvedbe samega referenduma, recimo, če prihodnja vlada ne bo videla smisel. Če bi vlada umaknila zakon oziroma ga pač razveljavila, potem seveda do referenduma ne bo prišlo, ker nimamo o čem odločati. To bi bilo morebiti še najbolj smiselno, ker jaz se sicer nisem tehnične, gospod je tehnične vrste, ampak kot sem jaz brala, dejansko obstajajo druge rešitve. Lejte, vsi smo za železnico, v Maribor se vozite ne vem koliko, trese vas ne vem koliko, veste, mogoče bi pa le naredili eno progo po vsej Sloveniji, ki bi bila spodobna, ne pa, če sem jaz razumela, to sploh ni drugi tir, to bi bil edini tir spet, tako da je bilo tudi tukaj zavajanje, vse tako sem jaz to razumela. Vse za to. Hvala lepa. Svidenje, hvala. Moje. Ja, tudi začel. Ja.
Zdaj grem pa na odmeve. Ja, zdaj ne še te uri. Ja, bom kar čakal, čeprav sem na igri. Ne, Kam greš? na odmeve. A zdaj že? Ja, da se prijavim. Ja, se pripraviš. Da se prijavim. Ja, danes. Ja, se vidi. Ja, ste ne pustil. Ne se je bilo svita, ko boste zmagali na vrhovnem, boste pomagali na odmeve. To je zmenih ust. Ja, Slikovni material, kar ste slikovnega materiala noter posneli, se nas ne predvajati. Se tisto nismo. Ok, super, naša vnadema. Dokler ni